Tomi Meglič, dober dan, dobrodošel na Valu 202. Dober dan vsem. Anja, hvala za to, da me gostiš. Z veseljem, opozarjam pa že zdaj, da to načeloma ne bo pogovor o Tomiju iz Siddharte, ampak o gospodu Megliču. Dobro. Poznaš tega človeka? Zaenkrat ne, ga bom spoznal. No. Ja. Kdo ti reče gospod Meglič, ali pa koliko ljudi te recimo vika ali pa naslavlja tako formalno? Se zgodi, če se snema kakšne oddaje, ki so že tako bolj formalne, takrat se zgodi, da se vikamo. Drugače pa meni to kar dosti narodno, ne. Ponovadi v našem tem glasbenem svetu se, tudi če se ne poznaš neki, da se samo navidezno se kar tikamo. Pol pa mogoče kakšni mlajši, tiste že malo zaskrbi, ne, tista prva vikanja, ki si jih deležen. Ampak se pravim, nisem se navadil vikanj, čeprav jaz iz spoštovanja druge ljudi na splošno ne jih vikam, če jih ne poznam. Zato se bova midva pač tikala, ker je Prosim, to nekako obema bolj naravno. Sem mislila, da boš rekel, da te pri zdravniku naslavljajo z gospod Meglič? Posebnega zdravnika imam, se poznava in se tikava zaradi tega, ker sva tudi generacijsko isto, približno stara, če ni celo on mogoče mlajši, se ne vem. Ko pa čakam v čakalnici, ko me pokličejo, potem pa je gospod Meglič, to je. Ampak teh gospod Meglič pri zdravniku si čim manjkrat želiš, ne, da pride do tega. Ja, tudi mi ti to želimo, čeprav je v bistvu cela Slovenija spremljala tvojo zadnjo poškodbo, ne? Kako boli, ko poči Ahilova tetiva? Bom rekel, da ne. Boli tisti zvok, ki je res glasen, ko poči. Mogoče malo zapečeno, pa ustrašiš se, zaradi tega, ker je res ta zvok tak popolnoma nenavaden. No. Se ti ne zdi, da bi telo tako samo lahko tak zvok sprožilo. In me tudi potem sem imel srečo, čeprav se mi je popolnoma strgala Ahilova, me ni bolelo prav nič. No. Rata mi je malo slabo zaradi šoka za 1,5 minute, potem pa ne, nisem imel teh problemov z bolečino. Sem dobil ogromno enih teh tablet za lajšanje in sem pojedel prvi dan samo eno za vsak slučaj, ker so mi rekli, da me bo po noč začel boleti, ampak me ni. Ker sem vzel to, pa sem rekel, ko me bo začel, bom vzel in nisem vzel nobene več. Zgleda, sem imel srečo ali pa imam živčev tako slabo. Ali pa celo visok prag bolečine, ne, možno. Ne vem, če. Ne. Ko sem rekla, da je vsa Slovenija spremljala to poškodbo, slučajno je sovpadlo s tem, da ste takrat igrali tudi v Nemčiji za nogometne navijače in potem so ti posnetki nekako zaokrožili, ne? Pa tudi v bistvu nobenega koncerta niste takrat zaradi tvoje poškodbe odpovedali. Najbrž ravno zato, ker nisem imel nobene bolečine. Bilo je sicer malo narodno s tem opornico in pa z berglami, ampak smo tako naredili, da smo dvignili malo oder, postavili stol gor in sem imel v bistvu tudi za nogo malo. Samo ta prvič je bilo čudno, potem so pa ljudje to sprejeli in na mojo srečo celo bili še bolj dovzetni in navijali še bolj zaradi tega, ker so imeli občutek, da mi morajo malo pomagati. Ne. Tomi, kaj sicer tvoja Ahilova peta, usodno šibka točka? Ne vem, težko bi rekel. Mogoče svoj čas sem mislil, da sem zelo nedostopen in tako, da se pa ugotovim dostikrat, da se kar prehiter komu razdam. Ne. In potem nemalokrat sem razočaran, ker potem lahko hitro te ljudje postanejo preveč sproščeni in začnejo to izkoriščati, če jim zaupaš prehitro. No. Sem mislil, da je obratno, ampak ni. Ne. In potem se dostikrat počutim slabo zaradi tega. 30 let mineva zdaj od vašega prvega koncerta. Reciva, da je to eden od povodov za ta današnji klepet, ampak kot 30-letnici Siddharte boš govoril tako veliko, da bova šla midva zdaj na eno drugo 30-tico, če dovoliš. 30. december 93. Wow, to pa mislim, da sem dobil svojo prvo električno kitaro. Prvo čist mojo. Ne. Eno sem imel že prej, ker sva si jo s Primožem, bivšim basistom, ki sva v bistvu naredila ta band, sva si jo delila, ampak je bila večinoma pod poslo, ker se mi je zdelo, da sva čist preveč denarja dala, mogoče da bo 100 mark, za naju bi bil to že kolo. In se mi je zdela taka malo nespametna naložba, glede na to, da sploh nisem znal igrati kitare. Ne. Sem se šele učil in je bila pod poslo, potem sem pa začel vaditi in sem si zaželel pol kitaro, ki sem jo dobil, oziroma kupil sem si jo, povedal še oče zraven. Večkrat me je videl, ko sem stal pred trgovino, on se pa je službe vozil
in mu ni bilo jasno, kaj počnem tam. Sem rekel, gledam eno kitaro, ne. Rekel, ja, pa bi jo imel. Sem rekel, ja, samo ker je bila res draga, ne. Je pa take oblike, pač neka kopija kitare Gibson, ko jo imel Slash, in to sem zaradi oblike same sem si jo zaželel. In rekel, če boš zbral pol, ti dam pol. In 30. decembra je bil tisti dan leta 93, ko sem zbral pol. Ne, prek nekih takih študentskih, se ne vem, ja, teh nekih študentskih del. In sem prav dal, potem si na limu sem na zadnjo stran kitare, tudi ta datum, da ga ne bom pozabil, ampak tudi če ne bi zanimivo, da veš ta datum. Ja. Če je to ta prava stvar. Ja, ker je pač zelo pomemben datum. Kar je bilo meni ganljivo tukaj je prav to, ne, da si moral zbrati polovico. Ne. Seveda oče Mišo bil moj kolega, dolgoletni tonski mojster na Radiu Slovenija. In se mi zdi to v bistvu zelo dragoceno sporočilo za dan danes, ne, ko otroci v bistvu samo počakajo na rojstni dan ali pa na božička in jih to vse počaka pod smrekico ali pa na mizi za rojstni dan. Ne. Ja, se strinjam. Že to, da bi bil pripravljen ponuditi polovico, je bilo zame, kot da bi dobil celo. Ne. Se pravi, obstaja možnost, da mi nekdo pomaga prideti prej do do te kitare. Jaz sem si zadal, da bom že nekako zbral, ampak bi trajal veliko dlje časa. Ne. Sem bil zelo vesel tega. To je bilo, kot da bi mi jo res kupil in je bilo meni to prav. In to še tik pred novim letom, ne 30. december. Moram reči, da je moja družba, seveda za Silvestrovo šla žuret, jaz sem bil pa sam, popolnoma sam v hiši staršev doma in sem igral kitaro. Zdel se mi, da znam vse komade, se prižgal sem si MTV in igral kitaro celo noč. Silvestrovo 93, 94. Tako, ja. Čeprav je telefon zvonil, stacionarni telefon skozi, da ne pridem tudi jaz, nekaj je bilo nedaleč stran, je bila ta zabava, ampak nisem prišel. Mi je bila ta kitara toliko več vredna, tako prav, pa še sam, da sem bil doma, ker sem lahko nabijal na glas, ne. Kitaro ne, ampak muziko, nisem imel še učevalca niti. Trdo delo ali talent? Dejansko si ti v bistvu v življenju ogromno prevadil kitaro. Ja, seveda, ampak to, jaz nisem smatral kot delo, ravno to, kar sem omenil, meni je bilo to pravzaprav užitek, ne. Kot da bi rekel, da za hobi igraš nogomet, to sploh ni delo, ne, če ni nujno. Meni ni bilo nujno igrati, jaz sem igral to zaradi lastnega veselja in užitka, ne, in potem skozi leta opaziš, koliko si res pravzaprav tega preigral. Če bi si prej zadal toliko pa toliko moram igrati, bi mi bilo moteče, ne. Tako pa, ker je bilo v bistvu samovoljno, se pravi, da sem se sam odločil in pri tem vsakič znova nekaj odkrival in še zdaj to počnem. Pa sploh ne moram reči, da je to trdo delo, ne, ker bi lahko, kadarkoli lahko odložim kitaro, ne, in kadarkoli jo vzamem v roke. Slasha si omenjal? Ko sem začel, sem pa več ali manj vse note od njega si skopiral, pa potem domala vse komade tudi zvadil, ne, ker sem bil samouk in sem se mogel kar na pamet pol učiti približno. Zelo počas, zato sem tudi toliko časa mogel vaditi. In on je bil moja taka njegov lik pravzaprav in njegova karizma mi je čist presunila. Zaradi njega sem začel poslušati Guns N' Roses, ne. Meni je bilo vseeno, če bi Axl pel ali pa če bi kdo drug. Važno je, da on igra kitaro. Ga pa spremljam še zdaj, ja, in tudi zdaj, ko je malo starejši, si ugledam njegove kakšne intervjuje predvsem. Ja. Zanimivo, da si rekel, ne, da bi ti bilo vseeno, če bi Axl pel. Tebi je bilo tudi načeloma na začetku vseeno, bi pel ali ne. Oziroma, niti bilo vseeno, raje ne bi, ne. Raje ne bi, ja. Jaz sem bil popolnoma v tem, da bi jaz igral kitaro in delal muziko, ne. Se mi je zdelo, da ta talent v sebi imam, ker sem zmeri odkril neke kar svoje melodije in tako, ampak ne bi bil rad na prvi fronti, ampak bi raje bil kitarist, ki se ne bi kaj preveč izpostavljal, no. Pel pa ne bi. So te vsaj uvodoma prizadele te kritike, da slabo poješ, nerazločno, da nisi prepričljiv vokalist? Ne, prav nič. Vseh ni bilo nekaj prav veliko, ampak zmeri se pa najdem. Nič mi ni to prizadel. Se mi je zdelo, da jaz nisem šolan za to, ne. Pa rock'n'roll ne postavlja nekih mej, kako natančen moraš biti ali pa kaj takega. So rekli, ali malo fušaš klep, sem si mislil, saj če bi se jaz bolj potrudil, ne bi fušal, ne, ampak se mi zdi pa, da ne bi bilo toliko iskreno. Jaz sem šel bolj v žaru borbe v vse te komade, sama tehnika pa to me pa sploh ni zanimala, ne. Se mi zdi, da velikrat je tako pri rock'n'rollu. In me včasih celo
čeprav imam jaz nek zametke OCD, ampak me včasih moti, če je vse čisto in mogoče brezdušno ali pa brezsrčno. Ne. Ti zametki se kažejo še kje? V tem, da zamujaš morda? Ne, zamujal sem skozi. Zamujal sem skozi. Šolo sem imel 5 minut stran s kolesom, marsikdo se je vozil v šolo 1 uro, jaz sem imel 5 minut in zmeraj sem bil pozen. Ne poznam pravega razloga, kot da vse se moram večkrat opravičevati. Mi je stresno, če zamujam, ne bi rad. Zdaj zadnje čase manj, celo tako je, da včasih pridem toliko prej, da moram jaz kar dolgo čakati. Ne obstaja, mogoče ne obstaja, da bi bil kdaj točen. Vedno sem veliko prej ali pa majčkeno zamudim. Ja. In tako sem mogel v šoli jaz velikrat delati nekaj dodatna, ker za vsako zamujanje si izgubil neke točke, 2, po 10, ko si izgubil 10, si dobil že ukor, si pa imel možnost pridobivati jih z nekimi dobrimi deli ali kaj tacga. Tako da sem bil kar skozi na terenu, sem mogel delati ta dobra dela, da nisem prišel do -10, da bi dobil ukor. Dobra dela so bila pa kaj? Spomnim se, da sem mogel iti iz Ljubljane v neke vasi zraven Vodic, kjer je bil mlin in sem mogel prinesti za ne vem kjer predmet, mogoče geografijo ali kaj, 10 različnih samplov moke in tega. In sem šel s kolesom tja, ker mi je guma počela in hecno je bilo pa to, da sem res to naredil, ampak ker mi je guma počela na kolesu, sem mogel peš iti domov, ne. In sem zamudil v šolo 3 ure, torej sem dobil 6 točk plusa in 6 točk minusa, tako da sem mogel, ne vem, isti teden še nekaj drugega narediti. Sem se ne spomnil čisto za vse te stvari, kaj je bilo. Zdaj, če imava že ravno šolsko temo, tvoja domača naloga je bila, da pripraviš 3 komade, ki jih bomo poslušali med tem intervjujem. Ja, jaz sem zbral, ker sem se malo pogovarjala, to bi bili naši komadi ali ne. Mene super zbirati tudi od koga drugega, ne. Sem tudi velik fan slovenske muzike, sva se tudi pogovarjali, da je fajn, da tako, in sem bil vesel, da se zbira slovensko. Sem pa vpletel tudi ker so 3 komadi tudi ene, kjer saj malo mogoče sodelujem jaz zraven. Ampak ta prvi pa ne, no, bi dal kar mlade rockerje, bi dal kar Joker Out, Novi val, na valu 202. Da se odrinemo oddal, generacija ljubezni, upanja, novi val. Delajmo napake, čisto iz vsake, izpira se zlato. Tomi Meglič je nedeljski gost na valu 202. Tomi, poslušali smo prvo po tvojem izboru. Kako dejansko iskrena so ta tvoja prijateljstva z drugimi glasbeniki? Ni kakšne zavisti, gledanja na to, kdo bo kdaj kje nastopil, kdo je bil s kom in podobno? Ne, ni zavisti, ravno nasprotno. V bistvu te odnosi so res iskreni, pristni. Veliko nas je, pa nismo z vsemi enako. Ampak začutiš pa tisto neko skupno mišljenje in pa skupno energijo z določenimi, In s temi se obnašamo kot prijatelji in velikrat tudi nimamo tematike samo glasbi. Si zaupamo tudi tiste kakšne podrobnosti, ki jih drugač s kom, s katerim si samo nek bežni kolega, ne, seveda. In v glasbenem svetu imam jaz veliko prijateljev, ki jim lahko zaupam in oni meni, in imamo lahko res za nekoga celo predolge debate, preveč iskrene mogoče tudi, no. Podpiramo en drugega, ne dajemo ta support, ker imamo podobne zgodbe in podoben način življenja, ne, in smo se ravno zaradi tega mogoče počutimo bolj varne, Ne razumem, zakaj bi bila zavist. Meni so vsi uspehi, ki jih imajo tudi mlajši, predvsem mlajši bendi, me poživijo. Mi dajo nasmeh na obraz in sem res zadovoljen, tako iskreno. Pa bi si mislil mogoče, da bi bil prostor za zavist, ali je ne moramo imeti. Imaš pa še v bistvu neko klapo, s katero ste skupaj že iz otroštva oziroma od prej, ne? Ki pa niso glasbeniki. S temi ljudmi, ki sem živel gor, se kar še zmeraj. In tudi z sošolci iz osnovne šole in srednje se kar redno videvamo, dobivamo, ampak vsi imamo odnos, kot smo ga imeli takrat, ko smo skupaj gor rasali, kar je edino pravilno. Tudi oni so uspešni v svojih panogah,
In je fajn, ker prihajamo z istega mesta, šli smo po svetu v različne smeri in se dobivamo na istem mestu potem in si delimo te naše življenjske. In ker se veliko družimo, pravzaprav prihaja do novih nekih dogodivščin in izkušenj, kjer se imamo spet fino, ne. Sestavljaš križanke za prijatelje? Zdaj ne, ampak vem pa, da sem jih sestavljal. Se pravi, kot neko darilo si sestavil za nekoga križankov. Recimo, ja. Ja, to se mi zdi super. Ja. Že dolgo nisem, no, ampak ja, vem pa, da sem kar nekaj časa. Jih pa rešujem še kdaj, seveda. Zdaj bodo ti tvoji prijatelji počasi 50, pa lahko, veš, da ne boš pod pritiskom, da moraš delati besedila, sestaviš križanko zanje. Po mojem bodo presrečni. A veš, da sem pozabil malo na to, ampak ja. No pa se v teh letih počasi začnemo spet križanke reševati. Ja. To tvoje ustvarjanje, spretnost z besedami, se govori, da pišeš še vedno, se pravi na roke, da potem črtaš, preoblikuješ. Je še vedno ta romantična podoba ali zdaj to bolj računalniško vse skupaj? Še zmeraj, vsakič, ko delam nove stvari, pa se jih v bistvu sprotím, pa ko pride do časa, ko se dela nov album, si ponavadi kupim 3 zvezke. To je pa zato, ne, ker v računalniku, ko sem delal tudi kaj na računalnik, zbrišeš in to je to, ne. In se ne moreš pogledati za nazaj, razen če bi vse te kopije, kar je pa mečkeno dolgotrajno, da bi vse kopije preveril. V zvezku pa pišeš in potem prečrtaš, če dobiš boljšo idejo, ne, nek izraz za isto dejanje. In se potem malo vračaš nazaj, pa ugotoviš, da tista prva pa mogoče ni bila slaba. In ti, ko prečrtaš, še zmeraj vidiš spodaj besede, ne. In se lahko vračaš in kombiniraš stvari. Tako da ponavadi večino od teh 3 zvezkov kar popišem, ne. Na koncu pride, ne vem, 10-15 komadov, ampak to je tisti potem res lepopis, ki ga pa pol prepišem v računalnik, seveda, ker se te datoteke prenašajo zdaj drugačne. Ne rabim fotokopirati isti in pol te zvezke spravim doma. Kakšni niso čisto popisani, kar mi je škoda, ne, da ampak si pol kar kupam nove. Sem kar, rad pišem na roko, no. Se mi zdi, da mi fajn gre. Prosim, shranjuj te zvezke, to bi znalo biti zelo dragoceno. Jih shranjujem, ja. Da so varni, ne, da jih boš dal pod neko posteljo ali pa na podstrešje, pa da se ne bo vedelo, kje so, ne. Eni so tudi že tam, ampak kakšni so pa še, imam dosegu roke. Še v tem kreativnem procesu in črtanju, to se mi zdi v bistvu zelo katarzično na nek način. Tudi ko človek nekaj prečrta, še vedno pa vidi, kaj je bilo spodaj, ne. Tudi krasna metafora za življenje, ne. Kako ti gre kaj črtanje v življenju, ker moraš kdaj kakšne ljudi prečrtati, navade. Slabo mi gre to. Slabo. Najraje vidim, da se to zgodi spontano, da mi ni treba prevečkrat načrtno črtati, ampak imam kar tako lastnost malo, da hranim stvari, ne, tako fizično kot prijateljstva. Zelo redko se zgodi, da bi se mi kdo toliko zameril, da bi hotel nespontano pač se nekoga znebiti. Najbrž že na začetku nevede izberem ljudi okoli sebe, ki si pašemo, ki smo si podobni, zato na srečo mi ni treba tega početi črtati, ne. Se pa zavedam, da včasih, če se nekoga, grdo se reče, znebiš, ne, da se majhno zbistrijo stvari, ne, da čist predolg vztrajati v nečem, kar je mogoče toksično, pa res ne gre, ne. Tomi, si kdaj nase gledal kot na blagovno znamko? Ne. Na Siddharto vem, da znate gledati tudi tako, kaj pa nase, Tomi M? Ne, nisem še, a pa tudi najbrž ne bom. Ne vem, če se bi dobro počutil, če bi sam sebe smatral kot neka blagovna znamka. Pa tudi po vsej verjetnosti bi, če bi to želel, to tudi izkoristil že prej, ne. Jaz sploh pozabim, da sem prepoznan, da me ljudje vidim, da bi lahko jaz tukaj izkoriščal. Se mi zdi, da me nek podzavest ravno pravilno vodi, da ne postajam prepožrešen ali pa ne. Imam občutek, da mi je tako namenjeno, no, da tudi ne vem, če bi bil neke vrste blagovna znamka, če bi meni to ne bilo preveč stresno celo, no. Ne rad živim v nekem prevelikem stresu. Podjetniško žilico se ti zdi, da imaš? Zelo imam urejene stvari, kar se tega tiče pri sebi, ne. In vse v bistvu skrbim zelo tako vzorno za vse svoje podjetniške zadeve, da bi imel pa podjetniško žilico, ne bom rekel, da ne,
ampak nisem pa najbrž dober pogajalec, da bi rekel, kar je tudi pomembno. Ne rad koga užalim, ne rad koga prizadenem, čist brez problema požrem kakšno, a ne, tako na račun tega, recimo, da sem jaz kaj prikrajšan, me nič ne zmoti, ne. Imam občutek, da pa nekdo ima nekaj od tega, tako da bi bil jaz prav nek biznismen, podjetnik ali koli, to ne. Se mi zdi, da imam preveč romantično dušo za to. Veliko sem vpet v to, a ne, ampak ne direktno in vidim in na nek način se čudim z možnostim ljudi, kako so lahko tako hladni, bom rekel, prav brezsrčni v velikih primerih, ne, in se mi zdi potem s tem svojim, recimo, finančnim uspehom, te srčnosti ne znajo potem niti kupiti, ne. Jaz pa ne rabim niti tega kroga, jaz mislim, da zaenkrat sem v redu in sem preskrbljen, predvsem čustveno, se ne vpletam preveč. So ljudje, ki so veliko bolj predrzni, kar se tega tiče. Ko ste šli še z 2 prijateljema na začetku študija v Avstralijo nabirati sadje, si kdaj predstavljal, da bo tvoje življenje čisto drugačno, da boš v bistvu uspel, da boš slaven, ker se mi zdi ta izkušnja, ko greš nekam v tujino, kjer te res nihče ne pozna, kjer te res obravnavajo kot nekoga, ki je prišel delati in biti tiho, ne, človeka tudi oblikuje. Zagotovo. Leta 96, takrat smo pravzaprav, jaz sem že imel, mislim, je Siddharta že obstajala, smo imeli band in tudi neke demo posnetke, ki sem jih jaz sabo nesel v Avstralijo, in kitaro. In ker je bil namen, da gremo za 3 mesece, pa nimamo prav veliko denarja, ne. V bistvu jaz ga nisem imel nič, jaz sem si celo sposodil za karto in sem prišel brez. Čakal sem na tisti prvi dan, ko grem lahko ubirati sadje, da bom dobil nekaj denarja za sprot in potem za 3 mesece je bilo to delanje, to, da smo delali, s tem smo se preživeli, ne, ker nismo imeli zagotovljenih vnaprej. Tako da meni je pol zmanjkalo vmes čist in sem mogel ostati 3 mesece še, da sem si saj malo nabral, da sem jo potem zavrniti. Te izoblikuje seveda, ne, ker si v tistem času brez mailov, se pravi telefon je stacionaren, enkrat na 14 dni sem klical lahko domov, pošiljal sem na roko napisana pisma, imam tudi vse spravljeno to doma. In se znajdeš, star sem bil 19 let, ja, in nisem niti razmišljal o tem, ali bo naša muzika uspešna, ker je bilo to za mene bolj hobi in užitek ustvarjati. Torej sem si lahko tudi privoščil, da grem v končni fazi pol za pol leta v Avstralijo malo. Šel sem predvsem zato, ker sem veliko polagal na faks, se pravi na študij, ampak sem en izpit, mi ni uspelo ga bilo narediti, nisem mogel iti v drugi letnik, tako da sem imel 1 leto časa za narediti en izpit, pa sem se odločil, da bom šel v Avstralijo, ker 1 let pa res ne rabim za en ta izpit. Tako da zame je bil takrat študij bolj pomemben kot si sploh nisem predstavljal, da z muziko, od muzike lahko živim, ne. To je bil moj, tako kot hodim smučati ali pa ne vem, v bistvu moram plačati, ne, ampak se imam fino, ne, nikoli nisem si predstavljal, da bi od športa živel, pa ga imam zelo rad. In tudi od glasbe, ne. In tudi od glasbe, ne. Študiral si novinarstvo in geografijo. Ja. Ampak tudi, če bi doštudiral in in če bi se odločil, da bi bil novinar, najbrž ne bi bila sodelavca, ker bi ti delal za National Geographic, ne? Mislim, to so bile sanje moje, ja. Zaradi tega, ker so mi bile, predvsem sem si kupoval te revije, ker so bili odlični članki, vrhunske fotografije in vse, in tisti šel lahko kar večkrat čez to revijo, ker sem ogromno enih stvari se naučil, ne. In je bil užitek, zelo tak top občutek je to bilo brati. Seveda me je veselilo potovanje, ne, in pa rad sem pisal. Bral niti ne toliko knjige, ne, bolj članke ali tako. Rad sem pa pisal in sem veliko pisal in preko tega sem si po moje izoblikoval ta, da vsi pravi, imam dar za pisanje. Ampak sem tudi preko užitka ga najbrž pridobil, ne, tudi v šoli sem zmeraj dobre spise pisal. In če bi jaz to združil, se pravi potovanje in pisanje, je bila edina logična, da bi pisal za National Geographic. Yeah. Edino to sem poznal, najbrž obstaja ogromno teh revij, ne, ampak tam je bila, to sem spremljal, ne, mislim, naročen sem bil na National Geographic in na Življenje in tehnika, recimo, ne. To so bile stvari, ki so me zanimale in sem želel biti del tega, no. S tem National Geographicom očitno ne bo nič, ne? Mislim, še zmeri lahko, ne vem, mogoče večkrat, ko bom ponavljal to, mogoče bom pa imel kakšno priložnost ali pa možnost
National Geographic, kakšno kako se reče, kakšno Gostujoči avtor za kdaj. gostujoči avtor, recimo, ja, pa še, da vključim glasbo, ne, ker potovanja pri glasbi, ko si na turneji, itak so, ne, fotografiranje, lej, mogoče kdo na mesto mene, ampak ja, zgodb je pa tudi polno, ki bi bile zanimive, mogoče celo za National Geographic. To pa verjamem, ali pa za knjigo. Ja. Tomi, druga po tvojem izboru? Druga po mojem izboru sem pa nedavno sodeloval z Roma Child, ki sta posnela svojo prvo ploščo. Martin pa Roman sta res fajn fanta. Sta me povabila k sodelovanju in smo naredili skupaj komad potem Otrokov dežju. Kot otrokov dežju, brez nevarnih spominov. Tomi Meglič, fotografije za naša družabna omrežja sva posnela na strehi radia, res zelo lep prostor, se strinjava, ekskluzivno, samo občasno lahko gremo tja. Kdaj si se ti počutil nekako najbolj na vrhu sveta, na vrhu svoje kreativne energije, uspešnosti? Mogoče bi rekel, da se zmeraj bolj, da se ta pot še zmeraj dviguje, no. Seveda tisti prvi, mogoče premik večji, ki sem ga zaznal intenziven, ne, je bil ta stadion za Bežigradom 20 let nazaj, še več. Ti si bil nek tak neprecenljiv dogodek za mene, mislim, kako sem ga začutil, a ne, kakšne premike smo naredili, na koliko ljudi vplivamo, ne, in potem se mi zdi, da to zavedanje mi je znotraj mene dalo neko občutek za odgovornost, ne. Se pravi, če imamo nek vpliv preko muzike, ker nekaj sporočamo, potem je včasih treba tudi kaj razmisliti, kaj sporočamo, ne? In se mi je zdelo, da to je bila ena res visoka stopnica za mene. In te stopnice se tudi še zdaj višajo, ko veliko razmišljam o teh stvareh in imam občutek, da moja ustvarjalna pot še sploh ni dosegla vrhunca in da bom lahko tudi retrospektivno svoje življenje opisoval še naprej in hkrati aktualno dogajanje, ne. Glasba, mislim, pri glasbi umetnosti nasploh je ta sreča, da leta niso tisto, kar te pravzaprav zavira, za razliko od športa, denimo, ne, ali pa kakšnih drugih panog. Tako da najrajši razmišljam v tej smeri, da se še razvijam in da nisem... Da nisi še bil najbolj slaven. Ne vem, če je to merilo. A veš, najbolj slaven si lahko tudi zaradi neumnosti, ki jih počneš. Ne? Moje vodilo ali pa moje cilji niso biti najbolj slaven, ampak pustiti nek vtis, ki bo ljudi spreminjal košček po košček na dobro. Ampak zato pa ne vem, če je slava ali pa količina slave, ali kako se reče, ni toliko pomembna za to, a ne. Kako doživljaš to svoje zorenje, ki ga nekako spremlja zelo veliko ljudi, ne? Imate ogromno ljudi, s katerimi sodelujete, imaš svojo familijo, imaš svoje krasne člane benda, ampak potem je tu še javnost, ker se tudi zdi, da te vsi na nek način poznajo, ne? Začel si kot najstnik, zdaj zoriš, to, da v bistvu na nek način vsi lahko komentirajo tvoje življenje, kako si oblečen, kakšne nohte imaš, s kom si, kako poješ, kje si na počitnicah. Meni nikoli to motilo, no, ker tudi sicer spremljam te stvari, ampak vidim, kateri ljudje, ki pač sporočajo to neko moje življenje, na katerega oni sploh ne da niti nimajo vpliva, ampak ga ne poznajo precej. Nikoli ni prihajalo do nekih, a imam srečo, do nekih prav laži o meni, pa tako. Sem imel občutek, da je zmeraj, ker tudi sam nisem bil nespoštljiv, da so tudi vsi ostali bili dokaj spoštljivi, no, da se ni kaj takega dogajalo. Nikoli nisem imel nekih, se mi zdi, no, se pa nisem zapomnil, kaj seveda prihaja tudi do nekih žleht komentarjev pa take zadeve, ampak tisto hitro pozabiš in se odmakneš od tega, ne, takrat prekineš stike, parkrat se je moglo to zgoditi, seveda. Ampak imam občutek, da smo dosegli neko tako raven spoštljivosti, da imajo ljudje, tudi tisti, ki nas ne poslušajo, zelo korekten odnos do nas, ker ne predstavljamo in ne ogrožamo nobenega pravzaprav, ne. Srečo imamo, da ljudje, ki nas ne poslušajo radi, nas ne rabe poslušati niti, ne? Ker ne mečemo svojih CD-jev ali pa kaset v nabiralnike, ne? Poštne in ne posiljujemo nikogar, ne? To je res svobodna izbira in zaradi tega,
Ker se mi zdi, da nismo bili nikoli preveč, da nismo posiljevali nikogar, ne, da to energijo obratno tudi dobivamo pol nazaj. No. Se pravi, da se ti res izkazuje, da tako kot ti obravnavaš druge, drugi obravnavajo tebe in da nisi imel slabih izkušenj. Ja, mogoče res. Mislim, slabih. Ne toliko slabih, da bi me prav zaznamovali. Ne. So pa, ja, kar pa. Če zdaj morda obrneva še zorni kot, ne, saj ni nujno slabe izkušnje, lahko je samo preveč dobrih izkušenj. V smislu, veš, kot če bi vsak dan jedel torto, ker kamorkoli prideš, se pa ljudje obrnejo. Lahko potrdim, tudi danes, ko si prišel na radio, pa smo res vajeni, da so vsak dan na radiju zanimivi ljudje. Se pač ljudje obračajo, prepoznajo te, gledajo. Ne, priješ v trgovino, priješ v kamp, na smučišče. Ja. Reka to mi. Zaznam, ampak ne toliko pogosto, kot bi si ljudje mislila. Ne. To pa res najbrž, ker veliko več kot polovico mojega življenja se že s tem ukvarjam in zgleda sem se pa res tega nekako navadil, da je to postalo kar tako vsak danje in me ne moti in lahko počnem vse. Jaz grem sam in to zelo rad pravzaprav lahko v trgovino in si kupam in vsem, če ljudje vidijo, kaj jaz jem. Ko vidijo, kaj si naberemo v vozičku, ne, pa kaj pijem v končni fazi. Kaj pa ješ ob nedeljah, kakšno je tvoje nedeljsko kosilo? Mislim, to imam zelo neredno imam jaz te kosilo. Sploh ne vem, a jem kosilo v nedeljo ali ne, je že bolj večerja, ko se spravim k sebi. Ja, ker ob sobotah so pa navadi špili, ne? Ja, petki, sobote, ne, včasih tudi med tednom, ampak nasplošno večinoma v nedeljo niso, ne. Tako da se skušam sprostiti in nimam urnika. Kar se prehranjevanja tiče, res sem zelo neorganizirano. V bistvu tako bom rekel, jem, kodar sem lačen. Tako da lahko večkrat, kakšen dan pa sploh ne, ker pozabim ali pa kaj drugega, ali kakšna zabava ali karkoli, ne, pol energijo dobiš na nek drug način. In ja, če se vrnem, sem se navadil tega in ljudje ne izkoriščajo, no. Ne počutim se ogroženega, ne počutim se utesnjeno, ne počutim se, da me skozi nekdo gleda, a ne. Čeprav vem, da se to dogaja. Imam rad, ko kdo pristopi pa pohval ali pa tudi, če je kritika, če je na spoštljiv način, se večinoma zapomnim te stvari in mi pomenijo veliko, ne. Čigava kritika ti pa je pomembna? Kdo je recimo tisti, ki pa ga res poslušaš, si vesel, ne vem, so to fantje iz benda, Boštjan brat? Ja, oni so najprej deležni. Oče je bil velikrat tudi tak, ker on je zelo rad imel muziko, a ne, in je zmeri, ko smo prinesli album domov, ga je dal not in pol primeril s Pink Floydi ali pa z Led Zeppelin in je rekel, no, se še malo bliz je, ne. On, sploh svojo prisotnostjo, oče, mama, ki hodila na koncerte, se mi je zdelo, da nekaj pa mora biti dobrega na tem, ne, ker nista hodila zaradi podpore, ampak sta šla pravzaprav zaradi zabave, uživati, ne. In seveda, sem bil ponos, 2 sinova v bendu. Zdaj, otroci moji, ne, ki imajo komentarje zelo iskrene in imam to srečo, da jima je moja muzika všeč. In so ravno včeraj s hčero govorila, ki mi je rekla, da bi mi rada pokazala svojo playlisto, ki jo največkrat uporablja v kopalnici, ne. In je veliko komadov Siddharte, ne, in tudi Joker Out in tako zanimive in tudi rockerske, nima same te neke TikTok uspešnice. Mislim, da so tudi, ampak zelo manj, ne. In sem bil vesel, kakšen izbor ima, kakšen okus in to, ko ona posluša in jo zanimajo tudi, da jo kdaj razložim kakšne tekste. Pa moraš kaj prirejati ali kar poveš? Ja, zdaj že lahko povem, ne, prej najbrž sem mogel, ampak šele zdaj ker je stara 13, se bolj zanima za to, ne. Vse moje tekste ni treba toliko razlagati, kot bolj kakšne v angleščini, ko ona sicer poje prav, ne, ampak me vpraša, ker ne ve čisto pomena kakšne besede v angleščini. Ne, se predstavlja nekaj drugega, pa je razložim, kaj to pomeni, in dobi potem malo drugačno podobo tisti komad in je poli najbrž še bolj všeč, ne, ko zve tiste prave besede. Zdaj seveda ne morem iz svoje kože in samo sprašujem, če si pripravljen na to, da Zaku uspe skakalna kariera, je državni prvak v smučarskih skokih v kategoriji do 15 let in boš potem ti oče slavnega skakalca. Mislim, jaz sem pripravljen, res uživam ob tem, ko ga spremljam in gledam in ker sem veliko prisoten, ker vidim s kakšno radostjo in
on hodi na treninge, bodi si kondicijske, seveda, ko so skoki je najlepše, ne. Ko ga gledam vsak dan, kako se pred ogledalom trenira počep, se pravi, ne, zaletni počep in kako meri višino, ker je zdaj kar visok, pa ga skrbi, da ne bo previsok, ampak so mu razložili, se imaš dolge noge, to je zaodri odlično in izgleda končno prišel do te neke svoje višine in teže, da je postal državni prvak. In vidim, s kakšnim navdušenjem on spremlja ta šport. Jaz ne vidim tekme enkrat doma, ampak jo vidim parkrat, ker jo on parkrat pogleda tudi, ne. Mislim, zame je potem to neko kulisa v ozadju, on pa to res spremlja, analizira, uživa. Meni je super, ker so tudi Slovenci naši tako uspešni in pol, ko pride do Planice, seveda, ko je res pravzaprav najbolj obiskan dogodek, ne samo športni, ne, tudi tako, kako to njega navdušuje. In če bo kdaj prišlo do zdaj je 15 let stara, ne, in so ta leta, ko se bo lahko kaj spreminjalo, ne, in to tudi čist dopuščam normalno. Še vedno se lahko odloči, da bi bil tudi glasbenik, recimo. Tudi, ima tudi zelo dober posluh, ne, in tudi igra bobne in kitaro, tako se je tudi učil. Bi bil pa vesel tudi, če mu uspe v športu. Je pa zdaj že toliko star, da se bo odločil pa sama, ne. Za nasvete sem mu vedno na voljo, ampak jih pravzaprav veliko ne rab, ker je tako vpet v to in razmišlja o tem in mu ni nič hudo. Zadnjič sva se zjutraj peljala v šolo, je rekel, a ne bi bilo dobro, da bi jaz imel zdajle na šole trening, pa bi šel na kosilo, pa bi imel pa še en trening, ne, da bi recimo imel kar 6krat bi raje imel na teden trening, od tega bi vsaj 4 dnevi bili namenjeni skokom, ne. Pa bi se tudi jaz, če bilo treba kaj za šolo pogledal vmes pri kosilu ali pa kaj sam, da mi ni treba, raje bi kar treniral skozi. In tudi je nesrečen, kadar treningi odpadejo ali pa tekme. Kar se mi zdi, to je fantazija srcem pri tem in mi je prav užitek to gledati, no. Planico si omenjal, zdaj to pred vrati praktično, pridete, te srečamo. Dva bova sigurno, zdaj pa če se še kdo nam pridruži. Mislim, smo večja družba, no, ampak kdor bo želel, se nam bo pridružil. Mi da zakon bova pa sigurno šla. Vsaj 2 dni. Še ena beseda, ki jo zelo pogosto izgovarjaš, pa sva šla danes hitro mimo, pa se mi zdi prav, da ji na konec dava še poudarek. Familija. Kdo je familija zate? Kaj ti to pomeni? Familija je predvsem ta domača, so moji otroci in pač partnerce, tista širša je rock'n'roll familija, ne, ki so te, ki pravzaprav si delimo kar velik del življenja, razmišljanja in užitkov med sabo, ne, ki se srečujemo na koncertih ali pa izven njih tudi. Familija je opis nečesa tazga, kjer je odnos malo globi, kot samo z nekimi mimoidočimi ali pa recimo s tistimi, ki si lahko tudi dnevno videvaš, ampak nimaš to globokega stika, ne. Familija je nekaj, ko en drugemu daje podporo, ko se en od drugega uči in hkrati skrbi za neko varnost in udobje, ne. To je zame familija. In teh familij, kot sem rekel, najbrž malo več. Ta osnovna celica seveda je najbolj pomembna, ne, ker je tudi odgovornost največja, sploh do otrok, ker se pravzaprav izoblikujejo novi ljudje, ki jih nikoli ni bilo še, ne, in vse, kar počnem, se na nek način vede ali pa čisto podzavestno odraža tudi na njih, ne, in na ljudeh, s katerimi sobivamo. In je lepo, ko se potem te barve prelivajo in se združujemo s čim manj prepirov in težkih trenutkov, ne, čeprav tudi te pridejo, ko pa pridejo, te je pa familija najbolj pomembna. Ta osnovna in tudi tista malo širša. In te familije so za mene namenjene temu, da je življenje veliko lepše. In sem vesel, da sem deležen tega v tem življenju, no, da imam to možnost. Kdo pa tisti človek, ker vseeno si zelo samosvoj, imaš neko zelo posebno pot, ki ti je na nek način smerokaz, opora, se pravi, ogromno ljudi imaš, ki te podpirajo. Ampak, veš, ko gre navzdol, ko gre morda v kakšno čudno smer, kdo je tisti, ki reče, to mi dej? Je to Boštjan, to Kesi? Oba, seveda, ne, ampak imam srečo, da imam zelo srčno in tako radoživo in veselo
nasplošno mamo. Ona se mi zdi, da če njo ohranjam srečno, je to nekaj najlepšega, kar lahko dosežem, in ona je tudi ta, ki že sam pojava, ne rab nič reči, mi zagotavlja, da bo nekaj dobrega. Vidim, da je prava mama že skozi, ne, in je pravzaprav zelo skromna. Občutek imam, kot da včasih kar moja bolečino prevzame, pa sploh nič ne reče. Ne. Si ne bi tega želel, ampak ona si bi, ne, in to je kar srečeno. Te pogleda in je vse jasno. Pogleda, tudi zelo lepo pove, kaj je, ne. Mislim, se lahko je tudi stroga, ampak zelo redko. V tej strogosti je toliko ene miline, se mi zdi, da imaš občutek, da je lahko večkrat stroga, ker je njena strogost je celo prijetna. Tomi, hvala lepa, da si delil vse to z nami. Zdaj te bomo po mojem še raje poslušali, ne? Hvala. Poslavljava se. Ja, to sem pa mogel zbrati, ker moja, dajmo reči, familija, ne? Da je nastal nek komad, s katero sem srečal, da se je bil del tega, ker je tudi Planica tik pred vrati. Sem zbral ta Triglav moj dom, ki je, se mi zdi, kar zaznamoval tisto svetovno prvenstvo v skokih, zelo uspešno, in toliko enih pozitivnih odzivov, ko sem jih bil deležen zaradi tega komada, ki je pač nastal pod taktirko skupine Laibach. Že dolgo nisem bil, no. Res je veliko ljudem postavil kocine po konci in so dobili kurja pot, in se mi zdi, da je to res ena taka zelo posebna stvaritev, slovenska, lepa. Prav stvaritev je, mojstrovina, ja. Hvala, Tomi, srečno. Una storme porque